kako karkoli prodati in zaslužiti na tisoče dolarjev ali pa še bolje na tisoče milijard dolarjev. Številni bančni in ekonomski strokovnjaki, še posebej pa danes politiki, ki barantajo z izrazi, kot so kupna moč, potrošniška košarica, inflacija, hiperinflacija, devalvacija, obrestna mera, zamudne obresti, prezadolženost, dolžniško ropstvo, rente, reprogramiranje dolga, IMF, Pariški in Londonski klub, Svetovna banka, donacije, naložbe, padec tečaja, devizne rezerve in tako dalje. Ali veste, kaj vse to pomeni? Ne obremenjujte se z razmišljanjem. Vsi izrazi služijo ravno temu, da ne bi vedeli in razumeli, kako okrutno in perfidno ste bili prevarani, oropani in za vse življenje pretvorjeni v blago. Ne razumete? Seveda, tega vam ne povedo v medijih, sploh pa o tem ne razpravljajo v parlamentu. Vse to je že naprej določeno, logično. Če bi vse to vedeli vnaprej, potem rop ne bi bil uspešen. Ker pa je prevara odlično izvedena in ker ne morete nečesa spremeniti, lahko ugotovite, kaj je največja prevara na svetu. Kako je nastal denar? Vsi vemo, da je bila prva vrsta trgovine menjava. Ljudje so neposredno menjavali blago, ovce za krave, krave za koruzo, koruzo za paradižnik, premog za les, les za opeko in tako dalje. Ko se je blago v menjavi povečalo, je bilo neprijetno nositi veliko količino blaga s seboj. Zato so se ljudje namesto tega dogovorili, da bodo našli neko sporazumno vrednost, ki bi posredovala pri menjavi. Karkoli je bilo mogoče sprejeti, kos usnja ali kovine, vse je bilo del splošnega dogovora v družbi. Kot zavarovanje v trgovini so bili najpogosteje uporabljeni kovanci iz trpežne kovine, zlata, srebra, niklja, bakra. Vrednost posameznega kovanca je bila splošno sprejeta konvencija. Zato je jamčil vladar države oziroma posestva. Seveda je pogoj za tovrstno trgovino pomenil zaupanje vseh v vladarja in pripravljeno vseh sprejeti to konvencijo. Tako je nastal sistem trgovine, kjer je vrednost vsakega blaga predstavljala določena količina kovancev. Kovanci pa so bili nadomestek za vrednost blaga, ki ga je bilo mogoče zamenjati. Tako sami kovanci niso imeli nobene druge vrednosti kot tiste, ki so jim jo dali blago, za katero bi jih bilo mogoče zamenjati. Ni jih bilo mogoče jesti, oblačiti, uporabljati za gradnjo, ogrevanje ali prevoz. Uporaba teh kovancev je ustvarila tudi povpraševanje po kovini, iz katere so bili kovani, tako da je imela določena kovina večjo ali manjšo vrednost na trgu, kar je bilo odvisno od njenega povpraševanja. Ker se je količina blaga v menjavi sčasoma povečala, je bilo potrebnih vedno več kovancev. Zato je njihovo nošenje sčasoma postalo neprijetno. Veletrgovec bi moral na trg nesti celo skrinjo ali težke vreče zlatnikov in srebrnikov, kar je bilo tudi zaradi roparjev nevarno. Nato so na sceno prišli zlatarji, ki so ponujali svoje storitve.
Imeli so dobro zavarovane in kovane skrinje, v katerih so hranili zlato. Zato so ljudje vedno pogosteje puščali svoje zlatnike v njihovi hrambi. To storitev so jim zaračunali z zlatnikom ali srebrnikom. Za znesek položenega zlatnika ali drugih kovancev pa so izdali papirnato potrdilo, na katerem je pisalo, s katerimi kovanci lastnik razpolaga. In za izdajo le tega papirja so se pričele vse težave današnjega časa. Sčasoma je tovrstno potrdilo postalo vse bolj priljubljeno v obtoku kot sredstvo za izmenjavo blaga. Namesto, da bi vsako uro prišel in dvignil svoje zlato, bi lastnik položenega zlata v zameno za blago dal potrdilo tretji osebi, ta pa bi lahko spet dvignil kovance pri istem zlatarju s tem potrdilom. Potrdilo se je izkazalo za veliko bolj praktično in postalo je zelo priljubljeno, zato so kovance vse pogosteje hranili zlatarji. Vse manj pa v vrečah in škatlah lastniki sami. In kako je izgledalo pri zlatarju? Neki Peter bi na primer položil 20 funtov zlata in vzel potrdilo za 20 funtov. Toda trajalo bi leto dni, preden bi se spet pojavil, da bi dvignil svoje zlato. Preprosto je trgoval le s potrdilom. V tem času je njegovo zlato stalo. Tom se je medtem pojavil pri zlatarju in ga vprašal, ali se lahko izposodi 20 funtov zlata za 6 mesecev in odplača posojilo z obrestmi. Kot jamstvo, da bo plačal, je ponudil svojo hišo. Zlatar je takrat ocenil, da bi to lahko storil, saj se Peter že eno leto ni pojavil, da bi dvignil svoje zlato. Zato se morda ne bo pojavil naslednjih 6 mesecev. Zato se je odločil tvegati in posoditi Petrovo zlato Tomiju. Toda fizično mu ga ni dal, ampak je le izdal potrdilo, da je Tom pri njem zastavil 20 funtov zlata. Dejansko stanje je bilo zdaj takšno, da sta bili v obtoku 2 potrdili kot jamstvo za obstoj 40 funtov zlata, čeprav je bilo le 20 funtov zlata. Šlo je za čisto goljufijo. Saj je zlatar vedel, da izdaja eno potrdilo za neobstoječe zlato. In ne samo to. Tom je verjel, da ima zlatar od tistega trenutka naprej 20 funtov zlata in ne le potrdilo. Toda glavni del prevare šele prihaja. Z izdajo drugega potrdila Tomu za 20 funtov je bil ustvarjen nov nadomestek vrednosti. Pravzaprav je bilo v obtoku dano potrdilo o obstoju vrednosti, ki ni realno. To vrednost je bila ohranjena kot dolg, ki je bremenila Toma in ki bo postala prava vrednost, ko bo ta dolg odplačal s pravim delom in pravim blagom, ki ga bo moral prodati. Ko je Tom odplačal zlatarjev dolg in prenesel pravo zlato v višini 20 funtov plus 10% obresti, je zlatarju dal pravo vrednost 22 funtov pravega zlata, ki ga je kupil s prodajo svojega pravega dela in pravega blaga. Zlatar pa je dobil v posest 22 funtov zlata brez pravega dela in brez prodanega blaga, ker napisati potrdilo nekomu ni nobeno delo.
predstavlja samo tveganje, da goljufija ne bo odkrita. Ko je zlatar videl, kako uspešno in zlahka je zaslužil 22 funtov zlata, se je odločil, da bo za isti znesek od Petrovih položenih 20 izdal na posojilo še 3 potrdila. Tako so bili v obtoku 4 potrdila za istih 20 funtov zlata, ki so nosilcu zagotavljali 20 funtov zlata, kar je skupaj 80 funtov zlata. Tako je zlatar iz nič ustvaril še 60 funtov zlata plus obresti po 10%, kar pomeni 66 funtov. Torej bo zlatar, ko bo ta dolg poravnan, imel 88 funtov zlata ustvarjenega brez dela iz nič. Če dolžniki ne bodo plačali dolga za obrestmi, bo prevzel njihovo zastavljeno premoženje, zemljišče ali hišo. In to je prava vrednost. Tako je kos papirja navadno potrdilo prinesel zlatarju prave materialne vrednosti brez dela. Majda, a se lahko gasne, prosim, zvočnik, ker mot tukaj. In mot vse, ki poslušajo. Na katerih se cedi mleko, drevesa, na katerih zorijo jabolka. To so naše police, s katerih skrbne roke vsak dan obložijo vaše lice. Na domače se vedno lahko zanesem. Majda Bilantič, prosim, če se lahko izklopi. Ne znam, majhen počakajte. A je na telefonu ali na računalniku? Na telefonu. Na telefonu. Ugasen mikrofon, dotaknem se mikrofona, pa bo ugasnil. Hvala. Ok. Neverjetno. Ok. Ja. Bančništvo temelji na goljufijah. To je bil začetek bančništva in kreditnega sistema, kot ga poznamo danes, ki temelji na ustvarjanju denarja iz nič. Ta denar se imenuje dolg. Kaj se zgodi, ko vzamete bančni kredit za 100.000 evrov za 25 let? Banka na vaš račun preprosto položi 100.000 evrov plus 10% obresti in vrednost celo pada. Na koncu lahko skupaj izpade 200.000 evrov. Vse to je razglašeno za vaš dolg do banke. Dolg odplačujete s svojim delom, ki res ustvari neko vrednost. Če pa kredita po 25 letih ne odplačate, pripada vaše delo in kupljena hiša bankirjem. Moramo pa vedeti, da tistih 100.000 evrov banka na vaš račun položi iz nič. Verjamemo, da ima kos papirja, na katerem piše $500 ali evrov, in ki ga držimo v roki, vrednost, da lahko dobimo blago ali storitev, ki je tako ocenjena na trgu. In to ni problem, če ga lahko zamenjamo za blago. Ampak problem je, ko pozabimo, da denar sam po sebi nima vrednosti, ampak je le oznaka, merilo neke prave vrednosti. Toda kakšna je vrednost denarja, ustvarjena iz nič? Takšen denar se imenuje špekulativni denar ali helikopterski denar oziroma fiat denar. Bankirji mu dajejo vrednost. Ta denar pravzaprav papir prodajajo kot blago, ki ga naredijo in ocenijo iz nič. Ko mednarodni bančniki postanejo gospodarji držav. Ta način ustvarjanja vrednosti iz lažno izdanih potrdil je naredil prve bankirje v srednjem veku zelo bogate ljudi. Tako se niso več zadovoljili
z zaslužkom na majhnih vlogah državljanov, temveč so zahtevali več. V 17. stoletju je prišlo do spopada med nizozemskimi bankirji in angleško dinastijo Stewartov. Bogati bankirji Evrope so se združili in financirali Williama Orleanskega, ki je strmoglavil Stewarta z invazijo na Anglijo in postal kralj William III. Pred koncem 16. stoletja je Anglija finančno propadla. Zaloge zlata in srebra so bile izčrpane, državljansko vojno pa je v naslednjih 50 letih nadomestila vojna z Francijo in Nizozemsko. Država je bila v bednem stanju in William ni mogel plačati vojske. Nujno je potreboval denar, toda namesto, da bi ga sam ustvaril in državljane z njim zadolžil v višini 20 milijonov funtov, kar bi lahko udobno storil kot kralj, ker je denar le sprejeta konvencija za trgovino, je sprejel pomoč prijateljev bankirjev za majhno protiuslugo. Prosili so ga, naj odpre svojo zasebno banko, ki bi dobila status centralne banke. V zameno bi vnesli svoje zlate vloge, na podlagi katerih bi izdajali vrednostne papirje, ustvarjali in tiskali denar ter posojali državi. Tako je bila leta 1694 ustanovljena Bank of England, prva zasebna banka na svetu, ki je dobila zakonito pravico do izdajanja denarja. V ustanovni listini piše tudi nesmrtna determinanta. Tej banki pripada ves dobiček iz obresti na denar, ki ga ustvari iz nič. Namesto, da bi vrednost denarja temeljila na delu in proizvodnji, ter temu primerno razvijala lastno gospodarstvo, je Anglija kot država začela najemati posojila, saj veste kje, in se zadolževati po ogromnih obrestnih merah. Kaj je državni dolg? Registriran je pri Bank of England kot državni dolg. Te obrestne mere in dolgove so državljani dejansko plačevali z davki. Ob zavlačevanju odplačila državnega posojila pa so sledile zamudne obresti, tako da je morala država zvišati davke in še bolj oglobiti ljudi. Ime Bank of England je bilo vzeto prav zato, da bi državljanom vlivalo zaupanje, tako da bi jih povezalo z nečim nacionalnim, čeprav je šlo za zasebno banko. Imena njenih največjih delničarjev niso bila nikoli razkrita. Znano pa je, da so se zavezali plačati 1,4 milijona funtov zlata in tako odkupiti svoj delež. Plačali so le 3/4 milijona, a kljub tej majhni tehnični pomanjkljivosti je banka leta 1704 začela prodajati delnice, da bi povečala začetni kapital. Seveda je takoj začela dajati gotovinska posojila, saj veste kako. Tudi ameriški predsednik Woodrow Wilson je prejel pomoč bankirjev. Najprej so mu pomagali s financiranjem volilne kampanje do predsedniškega položaja. Nato so mu pokrili velik finančni dolg in ga na koncu izsiljevali z nečim iz njegove mladosti. Tako je Wilson v kongresu leta 1913 vsilil zakon, po katerem lahko združenje največjih zasebnih bank, Federal Reserve, tiska denar brez zlate osnove, torej ga ustvarja iz nič. Od takrat do danes si mora ameriška vlada izposojati dolarji
dolarje pri tej močni skupini finančnih goljufov in ustvariti ogromen državni dolg. Tako zasebna centralna banka Fed ustvari milijardo dolarjev, ki s 3-odstotno obrestno mero daje ameriški vladi in ustvarja državni dolg. Vlada ta denar s 5-odstotno obrestno mero razdeli poslovnim bankam, ki ga prodajo državljanom in podjetjem s 7-odstotno ali več obrestno mero. Torej, vsi v verigi so se zadolžili za enako količino denarja, 1 milijarda dolarjev, ustvarjenega iz nič. To je kot pokvarjen kalkulator, ki ima napako in na primer kar naprej vnaša številko 7. In vsako število, ki ga vnesete, se pomnoži s 7. Torej, kalkulator vedno daje napačen rezultat. 2 krat 2 lahko postane 28, 3 plus 4 pa 49 in tako dalje. Če operater s takšnim kalkulatorjem ustvarja svoje račune ali obračunava obresti, se bo kmalu znašel v vrtiljaku, iskajoč nek pomen. Danes se na tem finančnem vrtiljaku vrti ves svet. Pred 50 leti je bilo približno 5% tega špekulativnega denarja v svetovnih finančnih tokovih. Danes 97% kapitala kroži špekulativno. Državni dolg v Veliki Britaniji je leta 1996 znašal 380 milijard funtov. Od tega je 30 milijard funtov samo obresti. Za dolgovi komercialnih bank danes znaša več kot bilijon funtov. V Veliki Britaniji je to številka z 18 ničlami. In to je največja legalna goljufija v zgodovini človeštva. Tako je ena skupina posojilodajalcev v obdobju 300 let postala ugledna svetovna bančna elita, danes so tako rekoč gospodarji sveta. Dobesedno ni države, nobenega človeka na planetu, nobenega podjetja, ki jim ne bi dolgoval denar. Ta dolg je tako velik, da ga nikoli ni moč odplačati. Kajti, če bi država hotela poplačati svoj dolg, bi morala iz denarnih tokov dvigniti ves denar in vse vrednostne papirje. To bi pripeljalo do popolnega razpada države. Gre za neskončno igro številk zadolževanja in ustvarjanja vrednosti, ki ne obstaja. Spreminjanje denarja v blago, ki se oceni in prodaja na trgu, ni ustvarilo le bankirjev za bogate ljudi, ampak je večino človeštva spremenilo v sužnje. Ker bankirji s špekulativnim, namišljenim denarjem že 100 let kupujejo pravo bogastvo, zemljo, nafto, rudnike, človeško delo, vlagali so v izgradnjo infrastrukture v številnih državah po svetu, hkrati pa so širili svoj bančni imperij. Posledica takšnih naložb je, da namišljen denar po vsem svetu izsesava resnične vrednote. Tuje dobrine, delo in surovine. Seveda ste pri nas opazili, da se zadnja leta odpirajo le tuje banke. Ves svet je danes razdeljen na tiste, ki delajo in ustvarjajo prave vrednote, in tiste, ki si ustvarjene vrednote prisvajajo brez dela. In ne glede na to, koliko so posamezniki in nacionalna gospodarstva delali in ustvarjali, vedno ostanejo dolžniki.
In brez ekonomske neodvisnosti ni prave človekove svobode. Moderno suženjstvo. To se bo komu morda zdelo kot že dolgo ukinjen suženjski sistem. Ne, ne samo, da tako izgleda, ampak današnja družba to je. Ves svet se danes formalno organizira v takšen sistem, kjer bo največji del človeštva delal in ustvarjal za majhno in izbrano elito bankirjev in njihovih izvršnih menedžerjev, ki jim v svobodnem besednjaku pravimo menedžerji. Ste opazili, koliko bankirjev odpira šole za mednarodne menedžere in tako imenovane finančne strokovnjake? Očitno, če je vsak državljan na planetu v dolgovih, če je v dolgovih vsako podjetje, vsaka država, kje so potem ti bankirji našli denar, ki so nam ga posodili? Nikjer ga niso našli. Izumili in natiskali so ga, vrednost pa mu dajejo posamezniki in države, ki se zadolžujejo za ničvredne papirje, ki pa postanejo zelo vredni, ko ne moreš odplačati dolga. Dovolite mi, da nadzorujem tok denarja v državi in vseeno mi je, kdo sprejema zakone, je dejal Emschelmeyer Rothschild, ustanovitelj dinastije, ki že 3 stoletja nadzoruje gospodarstvo Velike Britanije in njenih kolonij, največje od tega so Združene države Amerike. Že leta 1913 je ameriški kongresnik Charles Lindbergh preroško posvaril predsednika Woodrowa Wilsona in kongres na nujno odločitev, da zasebni banki Fed dajo pravico do ustvarjanja denarja. Ko predsednik podpiše to odločitev, bo legaliziral nevidno vlado, sestavljeno iz močnih bančnikov. Zaman niso ga poslušali. Tudi Thomas Jefferson je spoznal nevarnost za Ameriko. Verjamem, da so zasebne banke bolj nevarne za našo svobodo kot najmočnejše vojske. Vzdignile so že denarno aristokracijo, ki izniči moč vlade. To moč je treba bankirjem odvzeti in jo vrniti ljudem. Govoril je Zaman. Kdor nadzoruje količino denarja v katerikoli državi, je absolutni gospodar industrije in gospodarstva. Ko bomo spoznali, da celoten sistem tako ali drugače zelo enostavno nadzoruje nekaj močnih ljudi na vrhu, ne boste opozorjeni, kako nastanejo obdobja inflacije in depresije, je dejal ameriški predsednik James Garfield. Le nekaj tednov po tej izjavi je bil 12. julija 1818 umorjen. Predsednika Abrahama Lincolna in Johna F. Kennedyja sta poskušala izvesti denarne reforme, ki bi vrnile denar državnim institucijam. Pri tem so oba onemogočili na enak način, z atentatom. Njuni nasledniki so napovedane reforme takoj prekinili. Tudi genialni izumitelj Thomas Edison je opozoril na odvisnost države od bankirjev in to izrazil s čisto logiko. Če lahko naša država izda dolarsko obveznosti, lahko izda tudi dolarski bankovec. Elementi, zaradi katerih je obveznica dobra, naredijo menico dobro. Nesmiselno je,
da lahko naša država izda 30 milijonov obveznic, ne pa 30 milijonov v denarju. Oba sta dolžna plačati, a eden polni zelence, drugi pa pomaga ljudem za manj. Cilj bankirjev je svetovna vlada. Ali lahko državne vlade, ki jih izvolijo državljani na demokratičnih volitvah, preprečijo bankirjem, da bi vladali našim življenjem? To se od vlade pričakuje, kaj ne? Vlade bi seveda lahko, če bi bili posamezniki, ki imajo moč odločati o nečem izven nadzora bankirjev, in videli smo, kako so končali tisti, ki niso bili pod nadzorom, in kako so končali tisti pod nadzorom. Toda, da bi preprečili kakršnokoli takšno dejanje nacionalnih vlad, so bankirji spoznali pomen uničenja vseh nacionalnih centralnih bank, osvoboditve meja držav, da bi lahko fiktivni kapital preprosto krožil, narediti brez pomena in ukiniti nacionalne vlade ter namesto držav ustvariti mednarodne organizacije in multinacionalne korporacije in bančne institucije. In seveda mednarodno valuto, kot je evro. Ključne odločitve bi sprejemali politiki v mednarodnih organizacijah, kot so EU, Združeni narodi, NATO, IMF, kar bi bankirji veliko lažje obvladovali. Zato je globalizacija, torej zmanjšanje števila mest, kjer se sprejemajo politične in gospodarske odločitve, cilj novega svetovnega reda. Središče zbiranja niso ZDA kot tako imenovana najmočnejša sila, temveč mednarodna bančna elita. Umetnost množenja denarja. Od kod toliko moči bankirjem? Ali jim je vse to uspelo samo s tiskanjem denarja? Seveda ne. Specifičen občutek za ustvarjanje denarja iz nič se dopolnjuje s posebnim razumevanjem poslovanja. Ta specifičen smisel poslovanja se odraža v razumevanju, da je mogoče določene dogodke, ki lahko vplivajo na tržne trende, preprečiti ali še bolje jih umetno in pod nadzorom izzvati. Najboljši posel za bankirje je vojna in vse druge krizne razmere, kjer se ekonomske vrednote čez noč spremenijo. Zato so bankirji poročali o 4 najbolj donosnih poklicih. Financiranje vojn, borzne igre, informacijski nadzor, to so mediji, in trgovina s strateškimi surovinami. Te veščine in delovna mesta so bankirji gojili in razvijali že stoletja. Kako so Rothschildi prvi napravili obveščevalno mrežo in se s tem izstrelili med oblake, so ena od najmočnejših dinastij, ki nam vlada na svetu. Vedeti, katera dinastija v evropskih državah in okrajih bi lahko imela najmočnejši vpliv, kdo bi lahko strmoglavil vlado in prišel na prestol, kjer se pripravlja vojna, kdo lahko pomaga s posojilom, kam vlagati, vse to je bilo neprecenljivo in bančna družina Rothschild je takšne podatke vestno zbirala. Tako so imeli Rothschildi pred 200 leti svoje trgovske zastopnike v vseh večjih evropskih trgovskih središčih in prestolnicah. Šlo je za pravo obveščevalno mrežo, ki je zbirala podatke o morebitnih pretresih na dvorih. Sporočila so si izmenjevali prek mreže kurirjev,
poštne službe, ki so jo imeli v lasti, pa se je spremenila v pravo vohunsko mrežo. Njihove poštne kočije so potovale po cestah, ladje so potovale čez Rokavski preliv. Njihovi vohljači v obliki trgovcev in poštarjev so bili na ulicah, na borzah, nosili so gotovino, obveznice, pisma in novice. Bodite pozorni na najnovejše novice. Novice, ki so jih prinesli njihovi glasniki, so pretresale borzo. Cena mnogih delnic je bila odvisna od tega podatka. V času bitke pri Waterlooju ni bilo bolj dragocene novice od tega, kakšen bo izid. Od tega je bila odvisna prihodnost celotne evropske celine. Če bi zmagal Napoleon, bi bil nesporni gospodar vseh evropskih tav. Če bi izgubil, bi Anglija ohranila ravnotežje vplivov v Evropi in bi ga lahko sčasoma razširila. Rothschildi so kredit v zlatu dali obema stranema, in Napoleonu, ki so ga financirali in pripeljali na prestol, in Wellingtona, da je opremil svojo vojsko in se spopadel z Napoleonovim imperijem. Od izida bitke je bilo odvisno, kdo bo kaj pridobil in kdo je izgubil. V igri je bilo veliko bogastvo. Londonska borza se je ta dan mrzlično polnila, medtem ko so trgovci in bankirji čakali na novice o izidu bitke. Če bi Anglija izgubila, bi svoje državne obveznice izgubile vrednost. Če bi zmagala, bi njihova vrednost narasla v nebo. Nathan Rothschild je imel komisarje, ki so delali na obeh straneh frontne črte, da bi zbrali čim več informacij o napredovanju bitke. Njegovi drugi agenti so imeli nalogo, da so na voljo in posredujejo kratko poročilo posebnemu poveljstvu, ki je bilo nameščeno v bližini. Pozno popoldne 15. junija 1815 je Rothschildov sel odhitel čez kanal v Anglijo. S seboj je imel strogo skrivnost. Naslednji dan ob zori je srečal samega Rothschilda. Nathan je na kratko analiziral pridobljene informacije in tako je odšel na londonsko borzo. Vzdušje na borzi je bilo fantastično. Vsi so čakali na novico. Rothschild, ki ga sodobniki opisujejo kot hladnokrvnega, dojemljivega in sprevrženega človeka brez kančka čustev, ledenega pogleda, brez duše, je prišel na borzo in stal ob njegovih stopnicah. Brez čutljivih čustev na obrazu je svojim borznim posrednikom dal diskreten znak, ki so si ga lahko razlagali le oni. V istem trenutku so začeli prodajati angleške obveznice. Na borzi je bilo več $100,000 vrednih obveznic in njihova vrednost je začela vrtoglavo padati. Nathan se je rahlo naslonil na drog, da bi videl reakcijo prisotnih. Prodajal je, prodajal angleške državne obveznice. Vrednost obveznic je popolnoma padla. Med prisotnimi je prišlo do razburjenja. Na ustnicah so vse pogosteje slišali: Rothschild ve, Angleži so izgubili pri Waterlooju. Rothschild to zagotovo ve. V tistem trenutku je nastala prava panika in ljudje so hiteli, da bi se znebili
zdaj skoraj povsem nič vrednih obveznic in ta papirnati denar zamenjali za zlato ali srebro, da bi si povrnili vsaj del vrednosti. Po nekaj urah vročice je bila ena obveznica prodana po ceni 5 centov za dolar. Rothschild je še hladnokrvno stal ob stopnicah. Precej diskretno je znova dal znak svojim agentom, tokrat drugačnega. Ob isti uri se je na desetine njegovih borznih agentov odpravilo do nakupovalnega pulta za prodajo in pokupilo vse razvrednotene obveznice. Le nekaj trenutkov pozneje so prispele poštne kočije in prinesle uradne novice z bojišča. Anglija je bila zmagovalec in novi gospodar Evrope. V sekundi je angleška obveznica narasla na astronomsko ceno, veliko višjo kot kadarkoli prej. Rothschildovo bogastvo se je čez noč povečalo za 20-krat. Nato pa je postal glavni nadzornik britanskega gospodarstva, kar ostaja, kot se verjame, še danes. Čeprav je bila Bank of England leta 1946 uradno nacionalizirana, to ni bistveno spremenilo vpliva zasebnih bankirjev na britansko gospodarstvo. Saj se guverner in vlada sprašujeta le, koliko bankovcev in kovancev bo letno danih v obtok. Vendar se gotovina že dolgo v skupnih finančnih transakcijah uporablja le nepomembno. Tako je nacionalizacija centralne banke v Veliki Britaniji državljanom dala le vtis, da je državno gospodarstvo v rokah države. Večina finančnih transakcij se danes izvaja samo prek računalniškega zaslona, z abstraktnimi računi in številkami ter seveda s špekulativnim kapitalom. To nima nobene zveze z resnično gospodarsko močjo družbe in posameznikov. Poleg tega se obresti, ki jih mora država plačati v imenu starih dolgov banki, ne zmanjšujejo. Šele pred nekaj leti je bilo objavljeno, da je bil poplačan dolg iz časa Napoleonovih vojn. Tu gre za denar davkoplačevalcev v Veliki Britaniji in zakaj se verjame, da je moč Rothschildov nezmanjšana. Komu služi mednarodna skupnost? Da bi se vse to lahko izvajalo v nacionalnih državah, je nujen politični nadzor nacionalnih elit. Držav je veliko, zato jih je treba združiti v sistem, ki bo imel manj uradnikov, prav toliko, kolikor lahko nadzorujejo bankirji. Zato so bile izumljene tako imenovane mednarodne institucije. Poglejmo, kako pronicljivo in spretno je Rothschild prek svojih ljudi načrtoval nadzor nad financami ZDA, ki so bile skoraj 100 let britanska kolonija, morda pa je tako tudi danes. V enem od svojih poročil to razkrije polkovnik, samo po vzdevku Edward Mandell House, Rothschildov človek zaradi vplivanja na predsednika ZDA. Poročilo ima datum 10. junij 1919 in je bilo odkrito šele pred kratkim. Bralci bodo zlahka sami sklepali, ali se je danes kaj bistveno spremenilo in kam gre svetovna politika. Poročilo je bilo posredovano takratnemu britanskemu premierju, ki je bil pred prevzemom funkcije odvetnik Svetovne cionistične organizacije. Poročilo vsebuje informacije o napredku pri pripravah na mirno vrnitev Amerike kot kolonije
pod oblast tajne organizacije imenovane Krona. Sedež Krone je bil v Londonu. Ideja zarotnikov pa je doseči britansko hegemonijo v celem svetu z oblikovanjem Lige narodov po prvi svetovni vojni. House britanskemu premierju piše: ta načrt smo zapakirali v mirovno pogodbo, tako da ga mora svet sprejeti, ne pa nadaljevati vojne. Liga je v bistvu imperij z Ameriko kot kolonijo, sprejeto na enak način kot naše druge kolonije. House nadalje analizira miselnost Američanov, za katere pravi, da so neozdravljivo nagnjeni k junaštvu in velikim dejanjem in z njimi je mogoče zelo enostavno manipulirati. Glavni igralec bankirjev je Woodrow Wilson, ki mu svetujejo ljudje Krone. Poročilo tudi razkriva, da je Krona prevzela nadzor nad Ameriko v času mandata Roosevelta 1901 do 1909, ko je bančna ekipa Rothschild Morgan že obvladovala 25% ameriškega gospodarstva. Zdaj posedujemo vse ameriške časopise in Američane izoliramo vseh neameriških vplivov, kot da bi bili na drugem planetu. To uresničujemo s pomočjo Associated Press v drugih naših tiskovnih agencijah. Preprosto povedano, nadzor nad javnim mnenjem v Ameriki so takrat v celoti prevzeli bankirji. Današnji svetovni mediji so vsi v njihovi lasti. House še navaja, da ZDA igrajo kot da bi bile neodvisna država, a potrditev, da delajo za nas in so le kolonija, je ta, da je predsednik Wilson odpovedal izvajanje velikega načrta za izgradnjo ameriške mornarice in prevlado na oceanu prepustil Veliki Britaniji. Ali ni naše angleško-ameriško zavezništvo postalo prevladujoče v finančnem svetu, se House pohvali s svojim uspehom. House še navaja, da so bankirji Krone financirali gradnjo japonske mornarice, ta iste, ki se bo kasneje bojevala za ZDA. Pri gradnji flote je bilo uporabljeno jeklo iz Anglije. Ali to ne kaže, kako zelo so ZDA še vedno odvisne od nas? Z denarjem, ki smo ga posodili ameriški vladi za vojne namene, smo izkoristili za nakup naftnih polj v Kaliforniji, Mehiki in Južni Ameriki. Vojna nas je naredila za gospodarje večine svetovnih surovin. Torej je bila ustanovitev Društva narodov načrt za prenos suverenosti te močne države kolonije pod okrilje Krone. Zaradi močnega nasprotovanja republikancev v takratnem kongresu so ZDA ta mirovni načrt zavrnile in ustanovitev Društva narodov ni uspela. Vendar je bila zarota bankirjev le začasno ustavljena. Židovski bankirji, zdaj se to zagotovo ve, so kasneje financirali Hitlerja in povzročili veliko gospodarsko depresijo v ZDA. O človeških žrtvah in judovskem holokaustu ni treba govoriti, saj so za židovske bankirje le kolateralna škoda. Zanimivo je, da so prestrašeni evropejski Židje po vojni sprejeli selitev v novo državo Izrael, ki so jo Rothschildi ustvarili z nakupom palestinske zemlje. Do takrat so Židje to zavračali. Isti bankirji so z lobiranjem vpeljali ZDA v drugo svetovno vojno.
čeprav ZDA kot država niso imele interesa za vojno v Evropi. Prvotno zasnovana Liga narodov pa je zaživela kot organizacija Združenih narodov leta 1945. Bankirji nadaljujejo svoj boj ravno z namenom, da danes reorganizirajo OZN tako, da bo popolnoma pod njihovim nadzorom, nenehnimi terorističnimi napadi in sejanje strahu pred terorizmom. Pa je njihov namen, da ponovno zaženejo vojni stroj v svetovnem merilu. Zgodil se je 11. september 2001 in teroristi so postali povsod na vsakem koraku. Nismo jih sicer videli, kar pa sploh ni pomembno. Oni so jih ustvarili preko svojih medijev. In tako so pričeli uresničevati agendo, v kateri se nahajamo danes. In s tem zaključujem našo zgodbo o svobodnem suženjstvu, v katerega smo potisnjeni, brez da bi se le tega zavedali. Nisem omenjal vojne v Ukrajini in njenih grozot, ki nam jih predstavljajo njihovi mediji, in zato ne moremo o tem govoriti objektivno. Lahko pa samo sumimo, da so stvari tam drugačne, kot nam jih pojejo novinarji in politiki preko njihovih medijev. Tudi ne želim strašiti, kaj bo z našimi prihranki na bančnih računih. Iz vsega povedanega in iz realne slike, kako se inflacija stopnjuje, si morate sami ustvariti pravilno sliko, kaj se bo zgodilo na tem področju. No, mogoče pa nas Trump s svojimi belimi klobuki, ki so skoraj že osvobodili zemljo in imajo pod nadzorom že praktično cel svet, reši. Govori se, da so njihovi beli klobuki v tunelih 10 km podzemeljsko skorjo, ki povezujejo cel svet, našli marsikaj, predvsem pa toliko zlata, da imamo sedaj zlato pokritje za vse fiat zneske, ki so bili kadarkoli izdani. No, seveda je v to najprej potrebno verjeti. In to ponovno prepuščam vam v razmislek. Ker sem v zadnjih mesecih povedal praktično vse, pa se dotaknemo še naše okrogle ali pa ravne zemlje. Pri ravni zemlji mi je dokaj jasno, kako se zaključi na severu in jugu, kjer je stalni let. Bi pa želel razlago, kako to deluje proti vzhodu in zahodu. Ali je na koncu betonski zid, da morje ne odteče v vesolje, saj na gravitacijo pri ravni zemlji moramo pozabiti, ali pač kako. Aha, pa še to, mi lahko kdo razloži tunele 10 km pod zemljo, ali ni tam temperatura 200, mogoče 300 stopinj. Le kako potem to deluje. Vidim, da veliko ne vem, zato bom ostal pri povezavi čim bolj neokrnjena narava, lastna pridelava hrane, ki ima poseben energijski naboj, namenjen zgolj meni in meni najbližjim, ter čista pitna voda iz studenca. Naj živi življenje. Spremembe se dogajajo in se bodo zgodile, ali se bodo zgodile v dobro malega, poštenega človeka ali vsemogočnega vladarja zemlje, ki danes praktično nadzoruje že skoraj vse na zemlji, pa je odvisno od nas samih. Zadnji vlak je že na peronu in je že zapiskal, da odhaja. Bomo skočili gor ali ostali? Ja, to se sprašujemo vsi. Lahko, da nas bo ta vlak popeljal v bodočnost, po kateri hrepenimo. Če res, mogoče si to samo mislimo zaradi strahu, ki ga doživljamo. Lahko pa je ta vlak nateg globalističnih norcev, ki jim samo denar ni več dovolj.
Hvala lepa.